Mnogo poklicev je lahko ustvarjalnih. Ustvarjalen je lahko tudi poklic tistih, ki ustvarjajo vse dobrote, s katerimi se lahko posladkate. Dan s slaščičarjem je preživela Tina Zorman. Če vam omenim ustvarjalni poklic, vas večina najbrž pomisli na pisatelja ali glasbenike. Meni pa je na misel prišel slaščičar. Ali je lahko tudi to ustvarjalen poklic? Zelo. Če imamo stranko tako, da pusti proste roke, še toliko boljš. Uporabiš svojo domišljijo, znanje, prakso, pač kar ti pade na pamet. Najbolj preprost način je, greš v drugo slaščičarno in probaš idejo ukrast. Pogledaš, če imajo kaj novega, ki je zanimivega, če ti je kaj všeč, potem pa roka, čopič, risat. Ustvarjalnost želim izraziti tudi sama. Preden začnem z delom, moram poskrbeti za higieno in primerno obleko. Nataknem si rokavice in oblečem predpasnik. Medtem gospa Helena že pripravlja potrebne sestavine, da bi se lahko pomerili v pripravi slaščice. Stepem in masleno smetano, katero da v zvit povoskam papir, jaz pa preverim, če orodje res deluje. Na začetku mi okraševanje torte povzroča manjše težave. Ne, se to bo dober. To bo čisto stvarjalno. Vendar vseeno ne izgubim upanja in nadaljujem dvoboj z izkušeno slaščičarko. To je perla, prevlečena srebrno življenjsko barvo, ki jo bom dala na mojega metuljčka. Torta pa mora biti ukrašena tudi z manjšimi detalji, kot so na primer spomladanske rože, narejene iz sladkorne mase, ki vsebuje škrob, glukozni sladkor in barvila. Moja tekmica se je odločila, da bo pokazala svojo ustvarjalnost pri pripravi rojstnodnevne torte. In doda: Tudi slaščičarski poklic zelo ustvarjalen, zelo si lahko daš proste roke, zelo lahko ustvarjaš. A ni lepa? Jan se je ustavil na ženskem snowboarderskem kempu, kjer so dekleta dokazovala, da obvladajo deskarske veščine, uporabljati pa znajo tudi rampe v freestyle parku. Za mano lahko vidite kup deklet, kaj tukaj počnejo, grem pa kar vprašati. Nana Škarjanc, snowboarderka. Kaj počnete tukaj? Mi smo tukaj na Ripple Girls Campu, učimo se nove trike v freestylu. Tako da to je to, pač bordamo, same punce smo, imamo se ful fino. Punce se že ogrevajo, zdaj gremo pa kar na sneh pogledati, kaj so se vse naučile. Z mano je že kaj, pa ne, snowboarderka. Kako gledaš, da so taki kempi, da se lahko tudi ženske naučijo takih stvari delati? Ja, to je ful dober, sploh zato, ko v Sloveniji primanjkuje freestyle boarder, ki jih je zelo malo. Katere stvari se lahko tukaj naučijo? Pač freestyle osnove, olija, potem na boksih, tudi kakšna bolj pogumna gre na skakalnico. Jasmina Muratovič, snowboarderka. V bistvu, kaj si se naučila kot začetnica v tem kempu? Navadila sem se osnove bordanja skupaj z učiteljico. Navadila sem se zavijati. Kaj pa delate kaj v prostem času, če ga imate sploh? Se hecamo s puncami v sobi, malo se pogovarjamo, kaj smo kaj delali čez dan. Pa tako, ne vem, ženske zadeve, no. Miha Pintar, deskar na snegu. Kako se punce počutijo v parku? Punce, mislim, da se počutijo v redu. Zdaj grem pa pogledati, kako imajo punce pospravljene sobe. Evo, tle se skriva, fejl. Ja, kje pa so vse punce? Lej, tukaj le ena. Kako pa to, da si ti v sobi? Ritme boli ful. Zdaj pa je še malo sobe pregledati, da vidim, kak je imajo tukaj. Ker pa je pogledati malo. Lej, ene lušne copatke so najdla. Tele punce imajo pa kar velik cunc tukaj le. Ni mogli jih najbolj pospravlja, ne? Gre pa še na to stran pogledati malo. Dekleta imajo tudi ene revije, da malo gledajo, kako bodo one skakale. Kar fajn, ne? Ja, samo bi ocenil ene 7 od 10, ne? Pospravljenosti.
To je bilo v današnji oddaji vse. Govorili smo o različnih poklicih, predstavili smo vam vse od poslanke pa do slaščičarja. Vse te poklice si lahko ogledate tudi na naši spletni strani www.skl.si. Prihodnji teden ne zamudite, govorili bomo o pustu. Pust dogaja, bodite izvirne maske. Videli boste, kaj se je dogajalo na kurentovanju in kdo so bile najboljše maske. Torej, bodite v naši družbi spet prihodnji teden, lepo se imejte. Čau, čau.